Prijeten pozdrav. Le še nekaj malega šolarje loči do začetka novega šolskega leta. Da bi bila pot do šole za otroka čim bolj varna, morajo v prvi vrsti poskrbeti starši, so na posvetu na Trški gori poudarili predstavniki policije, občine ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že vrsto let pomagajo šolam ob začetku šolskega leta. Tako za starše prvošolčkov med drugim pripravljajo priročnik Prvi koraki v svetu prometa. Torej, kako naj starši vzgajajo otroke v cestnem prometu, da bodo lahko samostojni. Odziv je bil zelo dober, te brošure so zelo iskane in menimo, da je dobro učinkovalo na starše in njihovo vzgojo otrok. K varni poti v šolo prispeva tudi občina. Zato tudi obnavljamo vse talne oznake, obnavljamo tudi ustrezne semaforje, popravljamo semaforje, če so pokvarjeni, urejamo tako talno kot ostalo signalizacijo. Prvih 10 dni v septembru bodo policisti pospešeno nadzirali uporabo varnostnega pasu, prevoz otrok ter opremljenost avtobusov in vozil, akcije pa bodo sledile tudi med letom. Sicer pa je bilo šolsko leto 2011-12 z vidika prometne varnosti na območju novomeške policijske uprave dobro, saj ni bilo hujših prometnih nesreč z udeležbo otrok na poti v in iz šole. Tudi ostali statistični kazatelji, kar se tiče otrok v starostnem obdobju od 7 do 14 let, kažejo na izboljšanje. Beležili smo manjše število poškodovanih, ti otroci so bili pa udeleženi v prometnih nesrečah v večini kot potniki. Lani so na območju novomeške policijske uprave obravnavali 16 prometnih nesreč z udeležbo otrok od 7 do 14 let. Nov prometni režim ob gradnji dostopa do bodoče veleblagovnice povzroča nemalo slabe volje v krajevni skupnosti Bučna vas, natančneje v naselju Velika Bučna vas nasproti uvoza na cesto Brigad. Prebivalcem nekaj hiš se je življenje v zadnjih letih precej poslabšalo, nam je zaupala Erna Povh, ki tam živi z družino. Najprej so dobili obvoznico, na kateri redki upoštevajo omejitev hitrosti, pravi. Še vedno nimajo prehoda za pešce na cesto Brigad, ki ga občinski uradniki obljubljajo že 10 let, dodaja. Izredno povečan promet, po zapori na Ljubljanski cesti še bolj, pa je tudi na cesti Brigad, po kateri njeni otroci pešačijo v Bršljinsko šolo. Tretje poslabšanje je prinesel Hofer s svojim uvozom in izvozom iz trgovine, ki je strogo enosmeren. Ste priča primernemu obračanju in izpostavljanju nevarnosti ostalih udeležencev v prometu. Večina kupcev, ki prihaja iz nasprotne smeri, prihaja obračati v naše križišče ali pa v našo vas. Župan Alojzij Muhič odgovarja, da je Andrijaničeva cesta državna, zato čakajo na pridobitev soglasij na Direkciji Republike Slovenije za ceste za spremembe prometnega režima. Mi smo zadevo zaprosili, urgiramo vsakodnevno, ko bo, jaz ne moram napovedovati, kdaj se bojo odzvali. Za problem so dobro seznanjeni, ker so proučevali vse te zadeve, izhode iz Andrijaničeve ceste. Tako naj bi v sklopu ureditve prometnega režima nasproti uvoza na cesto Brigad postavili utripajočo rumeno luč in označili prehod za pešce, dodaja Muhič. V občini Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobre Polje čakajo na začetek naložbe Suhokranjski vodovod, ki bo rešila marsikatero težavo pri oskrbi s pitno vodo. Zaenkrat so postopki še na ministrstvu, kjer so župani naštetih občin pred dnevi sestankovali glede tehničnih rešitev in zagotavljanja sredstev. Nosilna občina projekta je Žužemberk. Upamo, da nekje do konec septembra bo tudi tehnično rešeno. Oddani so že vsi razpisi na ministrstvu, tudi vloge, da jih pregledujejo strokovne službe na ministrstvu in upamo, da v čim krajšem času bo tudi to rešeno in da gremo v razpis za Suhokranjski vodovod še v letošnjem letu. Izvedba bi sledila v letih 2013 in 2014 dokončanjem v prvi polovici 2015, dodaja Škufca. Gradnja Suhokranjskega vodovoda je sicer ocenjena na 37 milijonov evrov. Občine bi prispevale 15% in davek, 75% naj bi bilo evropskih sredstev in 10% iz državnega proračuna. Žužemberška občina naj bi odštela 13 milijonov, pridobila pa bo preko 80 km novo zgrajenega vodovoda. Prav gotovo ta vodovod bo nekako zagotavljal varnost
pri zagotavljanju na javnem vodovodu, saj bodo vse občine povezane, vkolikor seveda pride do problemov nekaterih od občin, seveda se iz druge občine spusti voda v občino, kjer bodo nastali problemi in bo zagotovitev seveda 100%. Po izgradnji Suhokranjskega vodovoda bodo v Mirnopeški občini pokrili vsa območja brez vodovoda, je povedal tamkajšnji župan Andrej Kastelic. En del bomo pokrivali tega območja, ki vodovoda še ni, drugod bomo pa izpeljali tu hidravlične izboljšave in pa tudi še eno vrtino aktivirali. Celotna vrednost, da je ocenjena vrednost nekje za naše področje, te investicije okrog 3 milijone 600. V občini Žužemberk bo sicer Suhokranjski vodovod rešil težave pri oskrbi z vodo, predvsem na Ajdovski planoti, ki vključuje 7 vasi brez vodovoda. Na god svetega Jerneja so v Šentjernejskem kulturnem centru Primoža Trubarja gostili slavnostno sejo občinskega sveta. Nagrado občine je prejel August Velber za aktivno delovanje na kulturnem področju, predvsem literarnem. To je pa vrhunec, to je pa vsega mojega dela, ki sem naredil. 6 poezij sem izdal, 4 CD-je in en video spot o Šentjerneju. In to je zdaj pa više kot vsega, ker sem tudi končal s tem aktivnim delom, da bi še kaj izdajal. Spominske plakete so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Ostrog za 90 let ter sosednji Zgrobelj za 40 let delovanja, pevci Šentjernejskega okteta in Društvo vinogradnikov Šentjernej. Sicer pa je prvi mož občine podelil tudi nekaj županovih priznanj. Predvsem so ljudje, ki so za ta kraj nekaj naredili in mislim, da se je najprej komisija pravilno odločila, potem pa še potrditev občinskega sveta in sigurno je to tudi doprinos te lepe Šentjernejske doline s pomočjo njih. Gosta prireditve sta bila sicer tudi evropski poslanec in kandidat za predsednika države Milan Zver ter kot slavnostni govornik direktor direktorata za turizem Marjan Hribar. Ta je izpostavil napredek občine Šentjernej v zadnjih letih. Posebej me pa veseli, da se občina Šentjernej tudi prebuja v turističnem smislu. Ravno kar prihajamo iz otvoritve v bistvu novega planinskega doma na Miklavžu, ki spada v občino Šentjernej. Za izjemne dosežke na področju turizma v Šentjernejski občini je dolgoletni predsednik tamkajšnjega turističnega društva Pavle Turk prejel častni srebrni znak Turistične zveze Slovenije. Meteorološka služba opozarja, da bi ta konec tedna nevihte lahko povzročile povišanje vodostaja voda s hudourniškim značajem. Vaščani Zgornje Pohance in Zdol se nadejajo, da ne bo narasel potok Močnik, čez katerega je zaradi gradnje novega mostu narejen zasilni obvoz. Stari most, ki so ga pred dnevi porušili, je bil zgrajen leta 1870. Nosilni oboki so bili že popokani. Ker je potok hudourniške narave, je bil promet ob visoki vodi večkrat ogrožen. Tako da je sosedi niso na rami, tako velika voda bila, ko ni požiral most, pa voski. Stari most ni dopuščal srečevanja vozil, novi pa je s širino skoraj 8 metrov predviden za dvosmerni promet. Jaz moram reči, da tu je že kar precej let bila pobuda, predvsem vaščanov, ki tam živijo. Dejstvo pa je, da je ta most sestavni del 2 občin, zaradi tega je bilo trajalo kar 2 leti, da je prišlo do uskladitve. Močnik je namreč mejni potok med Zdolami, ki spadajo pod občino Krško in Zgornjo Pohanco v brežiški občini, nov most pa skupna naložba. Zgrajen bi moral biti do konca oktobra. Ker se je pri poglabljanju struge pojavila potalnica, so dela trenutno ustavljena. Domačine skrbi, ali bodo letos sploh dobili nov most. So neke težave kot pri vsakem projektu, vendar zaenkrat se ne predvidevajo neke bistvene podaljšanje izgradnje. Občini sta v proračunu za ta most rezervirali vsaka po 80 000 evrov. Skoraj 4 meseci so minili, odkar so se Belokranjci podali v Ljubljano in ministru za kmetijstvo in okolje predstavili problematiko povezano z bioplinarno na Lokvah pri Črnomlju. A zgodilo se ni nič, pravijo člani belokranjskega okoljskega gibanja Proteus. Kolikor smo bili veseli in zadovoljni z obiskom pri ministru, danes lahko rečemo, da se njegove obljube o podpori pri reševanju problema ne uresničujejo. V začetku junija je veterinarski inšpektor prepovedal odvoz gnojevke iz končnega zalogovnika bioplinarne, ker je okužena salmonelo. V večernih in jutranjih urah se od bioplinarne vnovič širi smrad, a nihče ne ve, kaj se tam dogaja. Vodstvo Proteusa pa ve, da se je minister Franc Bogovič sestal z lastniki bioplinarne.
O čem so govorili, ni znano, saj kot pravi Šuštarič, so dobili odgovor, da zapisnika na sestanku niso pisali. In se sprašujemo, od kdaj državna uprava deluje na tajnih sestankih. Zato še vedno pričakujemo, da minister pride v Črnomelj in da jasne odgovore glede dokončanja bioplinarne, ker takšna kot je, gledano z okoljskega vidika, ni dokončana. V Proteusu pa so prejeli zapisnik gradbenega inšpektorja, iz katerega je razvidno, da je na prašičji farmi v neposredni bližini bioplinarne na novo zgrajena odprta laguna za gnojevko, prostornine dobrih 5000 kubičnih metrov, ki je črna gradnja. Bojimo se, da bo problem okužene gnojevke s salmonelo, pa tudi sicer za viški gnojevke iz bioplinarne, deponirana na sosednji farmi, kar je po Šuštaričevih besedah v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem. Po naših podatkih je lastnik prašičje farme že prejel odločbo o odstranitvi lagune, zgrajene brez gradbenega dovoljenja. Da bi iz prve roke izvedeli, kaj se dogaja v bioplinarni na Lokvah pri Črnomlju, smo poklicali direktorja družbe Bioenerg, ki je lastnik bioplinske elektrarne. Neprijetne vonjave, kot pravi Dejan Štrbenk, ne prihajajo iz njihove bioplinarne, saj je proces predelave v večji meri ustavljen. Na bioplinski elektrarni za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na Lokvah se ta trenutek ne dogaja nič posebnega, ker smo še vedno v fazi vzpostavljanja optimalnega procesa proizvodnje. Zaradi poletnih dopustov pa se še niso odločili, kaj bodo storili z gnojevko, ki je okužena s salmonelo. Vse dodatne neodvisno izdelane analize, ki so bile upravljene za gnojevko, so negirale obstoj salmonele v bioplinski gnojevki. Kljub temu pa bomo ukrepali tako, da bo odpravljen vsak dvom glede uporabe bioplinske gnojevke. Sicer pa se trudijo optimizirati proces proizvodnje tako, da bi v največji možni meri preprečili neprijetne vonjave. Testni rezultati in analize kažejo, da so na dobri poti, pravi Štrbenk in dodaja, da ima slovenska zakonodaja 10-krat ostrejše zahteve za bioplinsko gnojevko kot zahodnoevropske države, kar se kaže tudi v prepovedi uporabe živinske gnojevke v bioplinarni. Živinska gnojevka je precej pomemben element pri doseganju optimalnega procesa predelave. Žal pa je zaradi mnogo bolj zahtevne zakonodaje za bioplinsko gnojevko ne smemo uporabljati, kar je unikum v svetu. To je tudi eden večjih razlogov, da se je proces fermentacije poslabšal in ustavil in je prihajalo do težav z neprijetnimi vonjavami. Ko bo proces, ki sedaj poteka v zelo omejenem obsegu v skladu s pričakovanji, bodo obnovili proizvodnjo, še dodaja Štrbenk. Nadaljevali bomo v občini Ivančna Gorica, kjer se bodo resno spoprijeli z obnavljanjem kanalizacije in gradnjo malih čistilnih naprav. Tokratne padavine so nas sicer odrešile neznosne vročine, žal pa jih narava potrebuje vsaj 10-krat toliko. V ivančki občini imata kanalizacijo le Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični. Skladno z državnim načrtom pa morajo do leta 2017 zgraditi še približno 30 kanalizacijskih omrežij. S tem bodo pokrili približno polovico gospodinjstev v občini, preostala polovica pa si bo morala priskrbeti male čistilne naprave. Najprej nameravajo zgraditi kanalizacijsko omrežje na Muljavi, kjer so že poskrbeli za čistilno napravo. Naložba bo stala slab 1 milijon evrov. Če to pomnožimo s še 30 omrežji, ki jih je treba zgraditi, pomeni, da mora občina Ivančna Gorica v naslednjih 5 letih v kanalizacijska omrežja vložiti približno 30 milijonov. Glede na to, da občina leži v osrednji regiji, ne morejo računati na veliko sredstev za regionalni razvoj, s pomočjo katerih sicer v ostalih regijah gradijo podobna omrežja. Tako bodo morali najti druge vire financiranja, poudarja župan. Trenutno je to samo občinski proračun, ki pa seveda vsega tega ne bo zmogel. Jaz upam, da bomo z državo našli neko skupni jezik, da bi nam pomagali zgraditi ta manjkajoča omrežja, ker jih drugače ne bomo mogli. Za gradnjo kanalizacijskih omrežij so si na občini določili prioritetni vrstni red, skladno s katerim naj bi do njih najprej prišli v večjih krajih. Za Muljavo so tako na vrsti Višnja Gora, Vir pri Stični in Stična. Za ta dela pričakujemo del evropskih sredstev iz kohezijskih skladov. Vloge so vložene in
Tukaj računam, da bomo uspešni za približno 3 do 4 milijone. Zgraditi nameravajo glavni povezovalni vod iz Višnje Gore in vira pri Stični do čistilne naprave v Ivančni Gorici, ki jo bodo tudi povečali. Nato bo sledila gradnja sekundarnih vodov. Tokratni dež je prišel prepozno, vsaj za kmete. Na več območjih na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini so namreč posledice suše presegle merila naravne nesreče. Grobo ocenjena škoda naj bi po zdajšnjih ocenah znašala med 20 in 30 milijoni evrov. Kmetje zato pričakujejo blažitev finančnih posledic suše. Jože Šval, kmetovalec iz okolice Šentjerneja, svojo družino obdeluje 80 hektarov površin. Od tega je letošnja suša prizadela 30 hektarjev koruze in pa kompleten izpad otave na travinju, tretice in pa krmnih dosevkov po žitih, se pravi detelje, trave, ki smo jih sejali in ki bi v jesenskem času dala pomembno voluminozno krmo za govedo. Regijska komisija je pri njem ocenila med 30 in 80% škodo na koruzi. Kot pravi Šval, jih je v preteklosti že prizadela huda suša, a tako hude, kot je letos, ne pomni. S tem, da recimo pri nas na naši kmetiji letos imamo še to nesrečo, da imamo večinoma koruze sijanih glih letos zaradi kolobarja na teh prodnatih tleh v okolici Šentjerneja. Šval dvomi v pomoč države. Mogoče kakšne olajšave pri davkih ali pa kjer imamo zemljo v najemu od države, da mogoče nam bo en del najemnine spustila, drugače pa jaz mislim iz mojih dolgoletnih izkušenj, da druge pomoči ni za pričakovati. O tem je težko trenutno govoriti, ker je vse odvisno od tega, kaj bo država sploh lahko namenila za poravnavo te škode oziroma kakšno obliko, ali bodo to finančna sredstva, ali bodo to razni ukrepi, o katerih se trenutno veliko več govori kot o denarnih sredstvih. Regijska komisija je v teh dneh preliminarno ocenila posledice suše v dolenjskih in belokranjskih občinah. Najhujšo so zabeležili na Šentjernejskem polju in v Metliški občini. Če je recimo v večjem delu Dolenjske škoda na koruzi 30 do 40%, je v teh dveh občinah tudi čez 80%. Mirnopiški otroci bodo pouk v novem šolskem letu začeli še v stari šoli. Nova stavba, kjer bo prostor tako za šolarje kot vrtičkarje, ne bi bila namreč z okolico nared do konca tega leta. Novo zgrajena šola bo velika pridobitev za občino ter predvsem za otroke, njihove starše in zaposlene. Materialni in prostorski pogoji za delo bodo na novi lokaciji bistveno boljši. Ja, predvsem so bolj sodobne učilnice, več je manjših učilnic, ki omogočajo pouk v manjših skupinah. Bistveno večja je knjižnica, nudi nam ta šola bistveno večjo multimedijsko učilnico, kot jo imamo sedaj, ki je spremenjena iz nekega kabineta. Pridobili bodo tudi specialne učilnice, ki jih zdaj nimajo, ter 8 oddelkov vrtca. Mi jih imamo sicer vpisanih 9, tako da bomo v igralnico spremenili eno učilnico in bomo na ta način lahko rešili vse te probleme, ki so sedaj, ko imamo otroke v družinskem varstvu, v gasilskem domu in tako naprej. Gradbena dela na šoli so skorajda končana, je pojasnil župan Andrej Kastelic. Bil je razpis za zunanjo ureditev, to je verjetno že znano, in tudi izbrani izvajalec, to je cestno podjetje Novo mesto, CGP. In tudi ta dela potekajo glede na dinamiko, ki je bila tudi predvidena. Tako da v svoji šoli se že vidi, da se tudi zunanja ureditev že nekako izvaja. A pred preselitvijo v novo šolo bo treba še veliko postoriti, dodaja. Pridobiti oziroma izpeljati do konca razpis za notranjo opremo je bil izpeljan, vendar pritožba je bila v tem času tudi uvedena in tako da je revizijska komisija mora potem to odločiti. To zna kar nekaj zavleči. Občina se je za to naložbo, ki bo brez notranje opreme stala približno 4,7 milijona evrov, zadolžila za 1 700 000. Financiranje države je 40%. Mnogi starši so že ali pa v teh dneh kupujejo šolske potrebščine za svoje šolarje. Prvi večji obisk so v papirnicah zabeležili takoj po koncu šolskega leta, naslednji pa ponavadi sledi v dneh tik pred šolo in v prvem tednu septembra.
Učbeniki, delovni zvezki, šolski nahrbtniki, pisala in druge drobnarije, ki so obvezen del opreme vsakega šolarja, precej stanjšajo denarnico staršev. Ti za nakup šolskih potrebščin odštejejo različno. Nekateri so po njih povpraševali že junija, drugi v zadnjem hipu. Zdaj gre v srednjo šolo, tako da zdaj samo zvezke kupujemo, ker nismo še obveščeni točno, kaj bodo potrebovali. Knjige itak v šoli dobijo, tako da za delovne zvezke pa še ne vemo. Kolikšen strošek je recimo to za vas? Se je zdaj ta strošek mogoče malo zmanjšal, kot prej, ko je bil osnovni? Se je precej zmanjšal v srednji šoli, ker osnovna šola je zelo draga. Tako je vse več ljudi, ki težko zmorejo stroške šolskega nakupa. Sploh glede zvezkov, ker zvezki so dosti dragi, oziroma pač so cenovna dolžina je pač od €1,5 in naprej, ne. In to je kar dosti visoka cena, ne, sploh v tem času. Tam prvi razred je dosti cenejši, recimo delovni zvezki, pa nanese nakup torbe, ki je spet odvisno od kvalitete, ne. Zdaj, če se dobi tudi že za €20, ampak to ni neka res kvalitetna, ne. Če pa starši kupujejo, kot večina, sploh če imajo že starejše otroke, vidijo, da se splača kupiti dražjo, ki je bolj kvalitetna, pa zdrži, ne. Cene nahrbtnikov se sicer v povprečju gibajo med 30 in 60 evri, pa vse do 100 evrov z nekaj vključenimi potrebščinami. Miklavž na Gorjancih, predvsem za Dolence, že dolgo predstavlja priljubljeno pohodniško točko. Z odprtjem novega planinskega doma pa bo ta izletniška točka za obiskovalce še bolj prijetna. V sklopu Jernejevega so namenu tako tudi uradno predali nov planinski dom, ki stoji le nekaj metrov pod cerkvijo svetega Miklavža. Tukaj gor je 5 sob, ki so opremljene klasično, zraven so tuši, WC in tako naprej. Gor je pa v bistvu so ležišča, ampak so ležišča tako narejena, izvedena, da so v obliki postelj. Nekaj več kot 2 meseca pa sta na Miklavžu tudi nova najemnika, zakonca Krojc. Kot pravita, bosta svojo ponudbo poskusila pohodnikom še približati. Ponujamo vseeno lončnice, potem ob nedeljah kosilo, ne? Pa za zaključene družbe je prostor zdaj notri, ne? Kakšne 50-letnice, rojstne dneve in tako naprej, pač kar si ljudje zaželijo, ne? So pa z novim planinskim domom in dopolnjeno ponudbo očitno zadovoljeni tudi pohodniki. Zelo dobra ponudba, imajo tudi kosila, tako da prijazno osebje, čisto, skratka v redu. Kaj ne, vse je lepo, zrihtanje je lepo, kaj pa češ boljšega. Doma hodim kjerkrat na turizem sem. Krasno, hitro so ga zgradili in lepo tako, da. Lastniki planinskega doma sicer v prihodnje načrtujejo še obnovitev stare planinske koče. Za obiskovalce naj bi bila po obnovi odprta tako oba domova. V sklopu prireditve Noč na Krki so v servisno-garderobnem objektu v športnem parku Portoval končno odprli težko pričakovano kegljišče. S tem servisno-garderobni objekt počasi dobiva končno podobo. Pomeni, da se je Agencija za šport z zadovoljenjem občinskega sveta zadolžila za 400 000 evrov in lansko leto smo zaključili spodnji dele oziroma prostore, garderobe, kotlovnica in klubske prostore v spodnji etaži. Letos pa smo zaključili z opremo za kegljišče in sanitarije. Razumljivo, da se je kegljaški klub želel nove pridobitve, na kateri bi lahko organiziral tako državne kot mednarodne tekme. In zadeva se je nekoliko vlekla od leta 2007, ko se je ta objekt začel graditi. Nove prostore pa so najtežje pričakovali člani kegljaškega društva iz Novega mesta. Sami pravijo, da se je s tem končalo 40-letno čakanje. Ja, to je bilo že skrajna sila oziroma že prepozno, ampak hvala Bogu, da smo ga se zdaj dobili in da lahko dejansko keglamo, ker smo v prvi ligi, na moramo starem keglišču niso sploh mogli več kegljati, nismo dobili licence. Že dalj časa direktor in pa ostalo članstvo sveta ugotavljali, da bi bilo nujno potrebno dejansko urediti novo progo za kegljanje in danes je napočil ta trenutek, da smo otvorili nove prostore tu v dvorani v Portovalu. Sedaj pa je treba nujno urediti še garderobne prostore v športni dvorani Marof, dodaja Zupančič.
Občina Brežice odpira vrata turizma. Za projekt Vrata turizma, ovrednoten na 374 tisoč evrov, je že pridobila slabih 200 tisoč evrov evropskih sredstev. Razliko mora zagotoviti sama skupaj s partnerji, s katerimi so podpisali pogodbo o sodelovanju. K aktivnostim za promocijo turizma, predvsem vinarstva, so se zavezala društva z Bizeljskega in vinogradniki Dolina Jesenice. Ob informiranju potrošnikov in izobraževanju vinogradnikov je v projektu še celovita obnova mestne hiše na cesti Prvih borcev, v sklopu bo prenovljena vinoteka in nova turistična informacijska točka. Bizeljsko je bilo nekoč bolj znano, saj so imeli pred 115 leti, ko so po trtni uši vzgojili nove vinograde, med prvimi v Evropi veliko vinogradniško razstavo. Spomin na to bodo obudili 8. septembra z vinogradniško povorko. Potem bomo naredili vinarski maraton v smislu, da bojo ljudje, ki bojo prišli k nam na obisk, imeli možnost, da gredo do druge kleti. Povsod bodo postreženi tudi s hrano. In na koncu bomo potem tudi izvedli prvič v Sloveniji tek, dobrodelni tek za kozarcem Bizeljčana PTP. Izkupiček bo namenjen osnovni šoli Bizeljsko. Minuli konec tedna so v Črnomlju s koncertom zasedbe Katalena zaključili letošnji 5. Črnfest, ki je 14 prireditvami opravičil slogan Dobro za vse. Koncerti domačih in tujih glasbenih skupin, stand-up komedije, gledališke predstave in prireditve namenjene otrokom so v atri Črnomaljskega gradu pritegnile obiskovalce vseh starosti. Mislim, da nam je uspelo realizirati en zelo zanimiv, dinamičen program, ki je res, kot pravimo pod geslom, dober za vse. Se pravi, tukaj smo imeli ljudi vseh starostnih skupin, od 4 let pa do upokojencev. Zanimivo je, da so bile najbolje obiskane prireditve namenjene otrokom. Definitivno otroški program, ki pač očitno je nek deficit tega v belokranjskem okolju. Pri nas je res pomemben del ravno ta otroški program. Radi bi, da otroci pač dobijo ene vsebine, ki jih tukaj res ni. Seveda gre tukaj za lutkovne, gre za klovnovske predstave. Veliko obiskovalcev so pritegnili tudi stand-up komiki, nekoliko slabše pa so bili obiskani koncerti, pravi Vajs. To je pač festival, ki nastaja, se še uveljavlja in mislim, da bo s časom tudi dobil en poln velik auditorij. S prostovoljnim delom in s pomočjo kluba belokranjskih študentov, občine Črnomelj ter drugih donatorjev so torej uspešno sklenili letošnji 5. Črnfest, ki je prekinil poletno mrtvilo v Črnomlju. Zaključili so ga z besedami: Črnfest se bo nadaljeval. S postavljanjem svetovnih rekordov se je ob skromnem številu obiskovalcev v Brežicah zaključil 3-dnevni festival Panonika Harmonika. Zaradi mednarodnih glasbenih delavnic v okviru festivala ga je kot kulturni dogodek finančno podprl tudi Evropski sklad. 63 mladih glasbenikov iz Srbije, z Hrvaške in iz Slovenije ter 8 vrhunskih mentorjev je pokazalo rezultat delavnic na petkovem koncertu. Gre za zametek mednarodnega ansambla. Zdi se mi pomembno to, da se žanri nekako mešajo. Da razbijamo malo te meje, ki v glasbi jih ne bi smelo biti. Odprtje festivala so okrasile še folklorne skupine iz sosednjih držav in Turčije, v glasbenem programu pa so nastopili priznani ansambli. Rdeča nit tega festivala pa je postavljanje svetovnih rekordov. Letos so v harmonikarski ansambl zbrali 39 deklet. Imamo nov rekord in sedaj ga pošiljamo v svet in izzivamo harmonikašice po celem svetu, da postavijo drugega. Drugače pa na festivalu Panonika Harmonika je padel en velik rekord, ko je Zoran Zorko igral kar 35 ur in 32 minut. S tem je za 4 ure in 7 minut prekašal prejšnjega rekorderja s Finske. Zorko se je za sodelovanje na tem festivalu odločil, ker podpira njegov koncept, to je glasbeno opismenjevanje. Panonika Harmonika se trudi ravno v tem, torej dvigniti nek kulturološki nivo posameznika skozi program, ki ga oni pripravljajo. Torej, to ni navadna veselica. Zorko je v mestnem parku dobil tudi svojo skulpturo. Upodobil ga je Dražen Kuparovič iz Koprivnice. Občina Brežice me pozvala, da tu... Občina Brežice me je povabila, da iz njihove platane naredim nekaj, harmonikarja. Harmonikaša. Panonika Harmonika se je iz Cerkelj letos preselila v Brežice.
Bom pa povedal, da glede obiska letos nismo zadovoljni. Prav presenetljivo, glede na to, da smo se v bistvu medijsko dobro pripravili. Brežiški župan Ivan Molan si želi, da bi se festival utrdil v tem prostoru. Koncept festivala pa je navdušil tudi predsedniškega kandidata Milana Zvera. Glede na število glasbenih festivalov kaže, da smo Slovenci precej dobri glasbeniki. Mogoče pa bi naši politiki poskušali s petjem doseči tisto, kar jim v slabih medsebojnih dogovorih ne gre in ne gre. Se pravijo, da kdor poje, slabo ne misli. Bodite dobro do našega naslednjega srečanja.